Danes imamo eno zanimivo temo. Kondicija za kompleksen svet. Kako voditi takrat, ko ni več receptov? To bo zanimiva tema za marsikoga. Ja. Če tudi tebe izziva kompleksen svet in se mogoče sprašuješ, pa kaj je z mano narobe, tisto, kar je še včeraj delovalo, danes kar ne deluje več. Mala novica, s tabo ni nič narobe. Mi delujemo v svetu, ki mu rečemo kompleksen, nepredvidljiv, negotov in naši možgani niso narejeni za ta svet. Ampak dobra novica je, da se čisto vsak med nami lahko uči kapacitet, strategij, tehnik, ki nam pomagajo v kompleksnem stati umirjen, imeti veliko priložnosti, videti veliko stvari, ki jih sicer lahko ne vidimo. Ja, in kaj, če pogledamo na kompleksnost, ne da je to še en problem, ki ga moramo rešiti, ampak da je kompleksnost teren, na katerem se skupaj učimo delovati in biti. Ja, dajva malo zagrebst. Zadnjič se je en vodja kar tako malo ujezil, ker sem uporabila izziv kompleksnosti in je rekel: Marjana, to je v bistvu zgolj izgovor za to, da se ljudje ne poglobijo v stvari. Tako da dajva malo razpakirati, o čem sploh govoriva. Kaj sploh je kompleksno? Tako jaz sem se probala zelo živeti v to, kako zgleda, ko smo na tem kompleksnem terenu, ko so pred nami izzivi, ki so po definiciji kompleksni. Pa da jih mogoče ne mešamo, ne dajemo v isti koš, kot da dajemo komplicirane izzive. In ko sem probala iti noter v te občutke, tako se mi je pojavila zelo ta. Težko je biti v dialogu, zato ker je toliko različnih mnenj, ko smo v kompleksnem. Noben čisto zares ne ve, kaj je tle prav, kaj je zdaj tle ta rešitev. Čutimo to tenzijo, neprijetna nam je. In tako zelo težko je videti ta odnos med vzrokom in posledico. In tako bolj, ko probaš biti nekako, bomo kontrolirali zdaj nek rezultat, ker imamo tako radi neke outcome, neke rezultate, težje je to. Enostavno se ne da. Ja, sem prejšnji teden peljala eno skupino, tako smo šli prav skozi različne sobe. In prva soba, v kateri smo se namestili, se je rekli, to je pa enostaven svet, enostavni sistemi, enostavni problemi, pač kako speči jajca. In jih sprašujem, kako se počutite v tej sobi? In takoj sta ven padla dva občutka. En občutek je bil dober, en občutek je bil dolg čas. In vsak se znajde v kakšnih situacijah, ki dejansko so enostavne. Točno veš, kaj narediti, vse je dosti očitno. In ja, se verjetno tudi razlikujemo v tem, ali ti je bolj priblizu nekaj, kar je simpel, ali ti je bolj blizu nekaj, kar je vseeno malo zahteven. In pa smo se premaknili v drugo sobo, komplicirani problemi, komplicirani sistemi. In to je bila skupina inženirjev in kle so se čisto razživeli in tako, ja, to je moj svet, to jaz poznam, pač, daj mi problem in bom se poglobil in iskal in študiral, ker želim videti, kako stvari delujejo, kaj je vzrok, kaj je posledica. In ja, tudi prideti na Mars je kompliciran, ampak se da, Rabiš več ljudi, več mnenj, več ekspertiz, ampak na koncu se lahko pripelješ do tega, kaj je vzrok, kaj je posledica, tako kot si rekla. Odakle so se zelo dobro počutili. In ti si jih prav tako sprehajala iz ene sobe v drugo. Ja, bili smo v takmu majhnem hotelčku in pa jih peljem v drug prostor in rečem, no, to je pa kompleksno. Ne veš točno, kateri vsi dejavniki vplivajo. Ne vidiš velikokrat, kaj je vzrok, kaj je posledica. Lahko vidiš, kaj se je zgodilo včeraj, ampak ne moreš predvidevati, da se bo isto zgodilo tudi jutri. Je ogromen perspektiv in tudi nasproti, v smislu, kako zdaj, oni so bili razvojniki, kako narediti produkt, ki je cenovno zanimiv in tudi ga narediti čim hitreje in kup paradoksov.
In pa jih vprašam, kako se počutite. In kaj so rekli? Težko jim je bilo sploh to povedati. Aha. Pa je prišlo, ne? Počutim se neuspešnega, začel sem dvomiti vase, ne vem, ali bom uspel rešiti problem. Eden je rekel, jaz bi kar najraje pobegnil ven z te sobe. In ja, se na nek način začutili to, kako se nas lahko stvari dotaknejo, kaj dejansko so občutki, ko stopimo v nepredvidljivo okolje. Ja. Pa sem jih peljala še v naslednjo sobo in v tej sobi smo rekli, tle pa kaos. Tle pa je zdaj res en kup dejavnikov, nič ne veš, kaj se dogaja, ampak v bistvu je bilo moškim to dosti všeč. Tako je bilo jasno, kle ni filozofiranja, kle moraš stvari pareti, nekaj moraš narediti, bomo pa razmišljali. Ja. Tako da kle so se pomirili. Dosti domač počutili, ne? Ja. In je bilo meni zanimivo, moja slika je bila ko bojo prišli v kaos in bo pa še bolj neodoben, ampak nič ni bilo tega. Ja. Tako da ja, Se pravi 4 sobe. Ja. Enostavno, komplicirano in to oboje je predvidljivo. Tako. Tle, tretja in četrta soba pa kompleksno, se pravi nepredvidljivo in kaos v nepredvidljivem. Tako, čez to si jih peljala. Ja. In zaključili, tako ob koncu delavnice je eden rekel, zdaj bom moral biti bolj pozoren na to, v kakšen svet stopam, kaj dejansko je okrog mene, pa sem rekla, dosti simpel je, ne? Že mi smo kompleksna bitja. Torej vsak dan, ko se zbudiš, se že zbudiš v kompleksnost. Ko parkiraš avto pred hišo, pred blokom in greš domov, odnosi so ena najbolj kompleksnih stvari v našem življenju, kjer je treba, ni receptov in se tudi v takih okoliščinah slabo stvari obrnejo, če iščeš recepte. Če iščeš recepte, ja. In tle jaz tudi vidim, da se po mojem velikrat zataknemo, saj tudi jaz se. Poskušamo z nekimi rešitvami, bomo še več analizirali, še več splanirali, še bolj glave skupaj strnili, da bomo prišli do tiste prave rešitve, ampak to v kompleksnem ne deluje. Tako veš, zdaj, ko si govorila, sem si skušala predstavljati kakšen konkreten primer, pa me je vrnil malo nazaj na te izkušnje, ko sem bila še del organizacij. Pa večkrat sem šla čez neke te procese, kjer smo recimo nove ali smo IT sisteme recimo upeljevali ali pa smo integrirali nekega lokalnega z nekim globalnim, centralnim. In tako, je bilo kompliciran, tehnično, smo morali res dobro naštudirati, kako se bo zdaj to spojilo, močne strokovnjake smo morali noter vključiti, ki so res poznali tako lokalnega kot globalnega. Ni bilo enostavno, definitivno. Ampak je bilo tako tehnično predvidljivo, pa ni bilo mogoče tako samo ene poti, kako bomo zdaj to naredili. Smo sproti raziskovali in prišli do nekih rešitev, ki so iskali dajmo pogledati en dober fit, recimo, kako bi te dva sistema skupaj lahko obstajala in funkcionirala učinkovito. In se mi zdi, to je definitivno bilo v uni sobi kompliciranega. Recimo to, kar je bilo v tem še vedno predvidljivo, ampak mogoče zelo enostavno je bilo to, da smo imeli neke jasne recepte, kaj narediti, ko se pojavi ena tehnična težava. En alarm v sistemu, to je to. Vem, kaj so tisti koraki, ki jih moram narediti. Potem smo pa prišli do tega, kako bodo pa zdaj ljudje to sprejeli, kako bodo pa ljudje živeli s tem integriranim sistemom in se poslovili od kakšnih stvari, na katere so bili prej navajeni. Tle smo prišli pa na kompleksen teren, definitivno. Ko smo govorili, navade se spreminjajo. Kako bom jaz zdaj to res v mindset svoj ugradil, ta pa kompleksen po naravi. Zdaj sem zdaj sem se še spomnila, zgodil se nam je pa tudi kaos, hekerski napad, recimo, tako, a veš, tudi to, vse živo doživiš, tako da se mi zdi, da smo tako malo na teh različnih terenih, In pa, ko hočemo reševati
s tem mindsetom, ki deluje v kompliciranem, na kompleksnem terenu, tle se pa zataknemo. Ja, prost, prekinila sem zvoli. Ne, mi je tako, se zdaj sam prepelo. Nisem čisto sigurna, da je to rekel Einstein, ampak mislim, da je rekel Einstein, da če bi imel 1 uro časa za to, da reši problem, bi 55 minut porabil za to, da razmišlja o problemu in 5 minut, da razmišlja o rešitvi. In je to se mi zdi prva taka orientacija, ko si pred nekim izzivom, da dejansko preveriš, kakšna je narava problema, s katerim se soočam, predno pač skočiš v akcijo. In težava je dejansko v tem, da mi pa nismo navajeni počakati, mi smo navajeni skočiti. Nič na hodniku biti, ampak takoj v sobo. In sobe, ki nas vabijo, so unete komplicirane, tam so problemi, ki so nam domači. Pa marsikomu sem tudi videla, ustreza kaos. Tako zelo dobro funkcionirajo. Sem že s kakšnimi direktorji tudi delala, zelo dobro so v kaos situacijah. Krizni menedžment, tako naravni teren. Ja, sam zdaj svet nas pa zelo vabi v eno sobo. Ne, da nas vabi, tja not nas daje v kompleksne, na kompleksne terene. Ja. In tukaj pa pridejo naši možgani. Ja. No, to, kar si prej rekla. Naši možgani niso narejeni za to. Tako, kaj slej mislim? Ja, naši možgani in tudi naše telo niso narejeni za kompleksen svet. Naši možgani so organ, ki predvideva. Organ, ki ves čas asociacije povezuje in predvideva. In mislim, še mene so na faksu učili, pa tebe tudi, ker smo istočasno hodile, da obstaja logika v tem, zunaj se je nekaj zgodil, to je pri meni zdaj nekaj sprožil in zdaj se jaz odzivam na realnost. In so pač raziskave pokazale, pač temu ni tako. Da naši možgani ne samo, da zaznavajo, kaj se je zunaj zgodil, naši možgani predvidevajo. Torej, vse, kar smo do danes doživeli, se je v neke modele znotraj nas sestavili. In če dam recimo primer, imaš recimo lahko enega vodja, ki je zelo identificiran s tem, jaz sem moje delo. In okrog tega je veliko nekih prepričanj, nekih navad, kot si rekla prej, nekih vzorcev. To dejansko ni zgolj neka misel, to je prav neka entiteta, nek del nas, ki živi znotraj. In zdaj, če jaz sem moje delo, na koncu dneva se počutim uspešen, vreden, če sem čez dan to naredil, in se znajdeš v kompleksnem svetu, kjer dosti ne moreš najti rešitve. Ker jo nimaš ti, jo nima tim, jo nima vodstvo, jo nima marsikdo, je treba z nekim problemom najprej biti nekaj časa, ga z različnih perspektiv osvetliti. In to, kar se dejansko zgodi, je, da naš možgan trčne v okolje, ki ga ne zna več pojasniti. Naša identiteta tukaj v tem okolju ni več varna. In to je tisto, kar si rekla prej, da nas kompleksno svabi v razvoj, ker točno to je točka, kjer človek lahko zdaj nadgradi svoj notranji model, razumevanje sebe, sveta drugih, ali se ga pa še bolj prime. Ali se pa še bolj oklepamo tistih svojih predpostavk, ki jih imamo, in bolj, ko se s stvarmi identificiramo, bolj, ko rečemo, to sem jaz, težje je pa v kompleksnem svetu spustiti en del te identitete. In ja, možgani naši hočejo predvidljivost. In kdaj seveda nas opremijo s čisto pravimi predpostavkami, ko stopaš v kompleksno, je pa fajn, da si malo previden pri tem, da se imaš malo na sumu, da ni nujno, da si vse razložil ravno prav. Ja. Da se je zgodila tudi kakšna moja projekcija. Ko se to sliši? Mislim, videla sem zdaj, ko si to razlagala, tako prav par strank, s katerimi delam. Točno to. Zelo identiteta eksperta, močnega. Jaz sem tist, ki
ponovadi prvi pripeljem rešitev, ker se ljudje k meni obračajo za to, da bom povedal, kako bomo zdaj to naredili. Ne? In si hitro tudi ustvarim neko mnenje, uporabim vse, kar imam, vse moje znanje, izkušnje, vse moje kapacitete, zato da to zelo hitro pripeljem noter prostor. In to, kar se jim dogaja takrat, ko so na kompleksnem, je, da imajo občutek, da sam še več razlagajo, več prepričujejo, ampak da jih ljudje res ne slišijo. Prav tako mi je nekdo zanč rekel, nimam občutka, da me ljudje sploh slišijo. In recimo to zavedanje, da ko prehiter skuša poiskati rešitev, da se sploh ne odpre za, kaj pa še je možno, kaj pa še je tle v prostoru, kaj pa so vprašanja, s katerimi se mogoče je dobro prej, unih 55 minut. Takoj v 5 minut iskanja rešitve. In ni simpel to, ne? Tako, ta del, ki si zdaj nagovorila, to se mi zdi tako ful pomemben, da ne začutimo, da dejansko v telesu začutiš to nujo, da bi se premaknil, nujo, da nekaj narediš. Ker kompleksnost sproži neko napetost in mi jo želimo čim prej razelektriti. Odpraviti. In zato se, da greš takoj v pisarno, navodila drugim, akcija. Tako, In se mi zdi, da tako, ko si tudi v tej močni identiteti, jaz sem tisti, ki ima prav, saj to naštudiram, jaz sem že tam, že vidim rešitev. In je ta tenzija, ta napetost zelo neprijetna. Ni tako enostavno prepoznati, koliko je pa pomembno se takrat ustaviti, pa si dovolj ne vedeti. Takrat moraš tako ogromno enih bremen spustiti. Pa sam s tem biti. V redu je, če ne pripeljem takoj te rešitve not. Se mi pa zdi tako, probam si malo zdaj predstavljati različne ljudi, s katerimi delam. Se mi zdi, da nas na različne načine ta kompleksnost izziva. Zdaj sem mogoče tako to probali malo orisati, kako je, če se res močno identificiraš s tem, da imaš prav, da ti imaš rešitev. Slišim pa tudi ljudi, ki rečejo, naj mi povejo, kako zdaj bomo. Naj mi povejo. Tako, tako, kot da je v njih nek tak občutek, zdaj pa se, mi izmikajo neka pravila delovanja, kako je zdaj tle treba delovati. Je tudi zelo tak neprijeten občutek, kar ena zgubljenost, recimo. Največ ljudi pa opažam, pa ne vem, kako je pri tebi, ampak največkrat pa slišim to, kako jih kompleksnost izziva v tem, da poskušajo še več, še hitreje delati, še bolj intenzivno razvijati sebe, svoje time, tako zelo v to akcijo in delovanje usmerjeno. Tako, nehajmo filozofirati, kaj bomo zdaj s tem naredili. Ja, vidim vse tri. Vse tri. Vidim tudi recimo ta del, da se kakšni zelo vržejo v to samo izpopolnjevanje, ki je neka iluzija. Se jaz bi bil lahko temu kos, samo moram biti še bolj ne vem kaj, karkoli že. Še toliko podcastov poslušati. Še dve knjigi, še to, pa še to, pa še to. Da je to en tak tudi zelo prevladujoč način odzivanja. In to, kar tudi recimo vidim, je čisto praktično. Imam zdaj v mislih enega vodjo, ni dolg časa vodje, uči se še biti zdaj stopil malo bolj strateške čevlje in dobro mu je šlo, tako eno leto, dobro mu gre, dobro fura stvari, se je stopil malo bolj v te odnose noter, začel bolj strateško stvari voditi in gledati. Pa prišla ena situacija, ki je bila tako res
negotova. Ne? Če si predstavljaš, da se moraš pač ti odločiti, kam bo zdaj neka firma šla, ne? Danes. Ne? A bomo delali te izdelke, ne? Ker ne vpliva sam na to ekipo, na zdaj, vpliva tudi na naslednje generacije. In to, kar sem opazila, je, kako je razvojno zdrsnil. Da če je prej na dobre dneve in v dobri energiji bil sposoben sodelovanja, bil sposoben, da pač stopiti v pisarno in reči, jaz rabim dialog, da rabim se pomeniti. Ko je prišel na ta svoj rob, je v bistvu postal sam vse tisto, kar je bil včeraj. Še večji perfekcionist, še več sam, še bolj se je zaprl vase. Ta občutek, jaz moram to zdaj nagruntati. Jaz moram tukaj najti rešitev. In to, kar dejansko vidim, je, da je čist psihologiji tudi govorimo, o fenomenu zdrsev ali fallbacka ali kakorkoli. Da ko prideš na nek svoj rob, da te ta rob lahko tudi marsikdaj vrne v neke manj zrele dele delovanja in pa si še bolj slabe vole, ki si rečeš, a nisem to že prerasla? A nisem že čez to? In si mal jezen, ko zdaj spet se valjam v tem perfekcionizmu ali čemorkoli se je, ali pa še več, tako kot si rekla, iskanju, da bo prišel nek voditelj, iskanju nek način njega očeta, mame, ki bo zdaj povedal, kaj je naslednji korak. Ja, ali pa celo neko, tako tekmovalnost moram zmagati. To, to si zdaj, se mi zdi, si tako lepo opisala te fallbacke. Vsi jih imamo, vsem se to dogaja. In to, kar je mene življenje učilo doslej, oziroma me še vedno uči, je, koliko je pomembno, da prej prepoznam, kaj so ti dražljaji, ti triggerji, ki me potegnejo nazaj v neke te zgodnejše načine razmišljanja, delovanja, in da tam razvijam neke strategije, kako se prej ven potegniti, ali pa sploh preprečiti, da recimo ne zdrsnem toliko. Se nam pa vsem to dogaja. Vsi imamo te delčke sebe. Ampak tako, zdaj, ko govoriva o kondiciji za kompleksnost, so pa ljudje, ki jim to dobro gre. Tako, dobro, fallbacki se nam dogajajo, ampak tako, ker recimo zmorejo pogosto biti v tej dobri kondiciji za kompleksnost. Tako, kaj ti vidiš, da recimo oni počnejo? Ja, si prav tako, če malo pogledam, je dejansko res zanimivo videti, da lahko srečaš recimo enega direktorja ene firme in pogledaš njegov svet in vidiš, toliko veliko različnih deležnikov, s katerimi more shajati. Zunanjih, notranjih. Situacija na trgu dramatična, se spreminja, ne ve, kam bodo šle stvari. In je zanimivo videti, da je tudi tak človek lahko dosti bolj umirjen, dosti bolj fokusiran, osredotočen, tudi čustveno dostopen, kot recimo moče nek njegov sodelavec, ki se ukvarja z bolj enostavnimi problemi. Tako da ni tako, da dejansko je tako, da človek se lahko nauči, da s to kompleksnostjo lažje deluje. In to, kar jaz vidim, je, eno je čist na mentalnem nivoju. Tak človek ima kapaciteto, zanj si tako lepo rekla, se gibati v tem mentalnem prostoru, ki je več perspektivnost prisotna in vidiš en pogled in vidiš drug pogled in vidiš tretji pogled. Ne samo to, tak človek poišče tudi poglede, ki so izven njegovih. Torej, namenoma greš. Ena vodja, s katero sem včasih sodelovala, ko so sodelavci prišli k njej v pisarno, ona je rekla, lej,
jaz ti bom povedala moj case in tvoja naloga je, da se ne strinjaš z mano. Aha. Izzivaj me. Tako, izzivaj me. Ja. Torej, pač eno je, da dejansko si dovoliš, da ni resnic. Je več različnih perspektiv. In to se mi zdi, da tudi ljudem daje neko moč, ker če imaš več perspektiv kot problemov, je zmer lažje živeti. Ja. Druga stvar, ki jo tudi vidim, je, da znajo zelo hitro preokviriti nekaj, kar je prišlo v njihovo življenje, v biznis kot problem, da se človek vpraša, ok, to je zdaj klele, kako zdaj to lahko postane priložnost. Tudi pač neke strategije preokvirjanja situacij. In tisto, kar se mi zdi pa zelo pomembno, je pa, kaj se dogaja na čustvenem nivoju. To, kar bi jaz rekla, da je ena taka ključna komponenta ljudi, ki se dobro znajdejo v kompleksnosti, je, da so v redu z neprijetnimi emocijami. Da so se naučili, da ko stopaš v nek prostor, ki ti dvigne negotovost, strah, dvome, anksioznost, da je to v bistvu fajn prepoznati, da telo je na nek način tudi fajn indikator in da so se naučili, da s takimi občutki nič ni narobe. Občutiti neprijetno ni negativno. Ja. Da je celo včasih fajn, če si malo pustim, kaj pa me ta občutek uči, kaj se lahko z njega tudi naučim. In jaz recimo tako bi tudi za sebe rekla, da se dosti bolj znajdem v situacijah, ker je malo mogoče, meni je to malo avanturistično. Da ne tank so stvari enostavne, predvidljive, mene to malo zdolgočas. In se bolj znajdem, ko je en tak malo bolj kompleksen problem, kjer ni tako zelo jasnih črt, korakov. Jaz opažam pri sebi, da včasih mi je bilo težko, tudi ko gledam v nekem odnosu, recimo stranke v procesu ali pa delaš z nekim timom, pa pridejo neke napetosti, je bil neka naravna recimo tendenca v meni pomiriti to. Zdaj pa opažam eno tako tak velik potencial v tem, da najprej jaz moram biti s to tenzijo, da jo prepoznam v sebi, da ji dovolim, da tam je in da jo pol sam ponudim njim nazaj v prostor. In ti povem, da so včasih ti trenutki v coachingu, običajno so ti unita najbolj taki transformacijski. Kada res si ti nek tak inštrument neke spremembe. Sam začutiš, odzrcališ nazaj, brez potrebe, ampak sam, da bi imela jaz prav, sam tole se meni zdaj dogaja. Kako vi to vidite, kako vi to čutite. Nekaj, da bi en ventil nekje se sprostil. To mi je tako močen. In tako, ti si lepo zdaj začela malo razdeljevati na kognitivni ravni, recimo, ko treniramo to kondicijo. A veš, na kaj mene to spomnim? Tako, pa bom čist eno metaforo, recimo kondicija na telesu. Se dosti rada se športom ukvarjam in tako in želim biti aktivna v življenju. In mi pride na misel to, da takrat, ko tudi telesno kondicijo razvijamo, ni pomembno, da mi takrat razvijamo še več mišične mase, pumpamo mišice na rokah, nogah. Da takrat je pomembno, da mi širimo to kapaciteto naših pljuč. In da s tem, ko širimo ta notranji prostor, da tle noter se ustvarja ta prožnost naših misli, naših čustev, telesna prožnost in koliko je vse to pomembno. In se mi zdi tako, da bi se z vsakim vdihom, tisti, ki ga globoko zajameš, res ustvariš ta prostor zato, da ti v tem prostoru lahko držiš več resnic.
več vprašanj, brez te potrebe, da bi tako jih začel razreševati. Tako več strpnosti pa sočutja tudi vidim v tem prostoru noter. Ne? Ker da več zmoremo držati. Tudi več tenzij, ampak ne, vidimo v njih dodano vrednost, neko sporočilno vrednost za nas. In pol, ne, če pa gremo od vdiha zdaj v izdih, se mi zdi pa, da s tem, ko res treniramo to našo kondicijo za kompleksnost, tudi zmoremo pol z izdihom spustiti toliko enih stvari. Tisto potrebo, moram imeti prav, moram biti ta prvi, ki bo to pogruntal. Ali pa neka druga omejujoča prepričanja, ki jih nosimo s sabo. Tako prav tisto, spuščati. Se mi zdi, da je prav res ta kondicija za kompleksnost, tako to dihanje, ta vdih, globi, ta izdih, globi in več tega notranjega prostora. To si ful lepo metaforo prepeljala, tako ta notranji prostor, ne? Ker dejansko ko svet postaja zunaj tako zelo nepredvidljiv in tako zelo negotov, tam, kjer lahko najdemo gotovost, je znotraj sebe. In prostor na nek način omogoča, kako si rekla, da nisem toliko identificirana z nekimi prepričanji, z nekimi vrednotami, tudi, ki so me do sem pripeljale, da jo imam, ampak jo lahko v nekem trenutku spustim. Ne? Je sicer to spustiti, ne, se včasih sliši tako zelo simpel, ne? Pa vidva, da ni, ne? Da smo ljudje tako zelo navajeni zagovarjati naše modele, kljub temu, da ti modeli nič več ne pašejo v ta svet, ne? Nič več ne pašejo v ta svet ali pa v neko vlogo, ki jo imaš, da je ta imeti prav, ki si ga prej omenila, ne, toliko zelo močen, da... Ampak je tudi to verjetno nek pač proces zorenja, ne, tako se mi zdi, da nekaj se zgodi, ne, neka kognitivna disonanca pomeni, da pač tvoje prepričanja znotraj se zdaj začele malo tepsta, ne, čak zdaj, a res sem jaz nekdo, čigar vrednost je odvisna od tega, kaj na koncu dneva dam navzven, ali nisem. In pa se seveda spet malo greš nazaj, ne sem, ne, moram nekaj narediti, ampak to je sam proces, ne, ker pol nekje, če te življenje dost izziva, to identiteto res imaš priložnost nadgraditi, ne. In se ne zgodi čez noč. Ne? In se ne zgodi čez noč. Je. Potovanje je res proces. Ja, more. En mi je zanj lepo rekel, da ko je že prepoznal to, da ima to močno potrebo, da ima prav, da je on tist, ki poišče rešitev zelo hiter. Da ko je v tem, da ne zna vprašanj postaviti, ni več vprašanj. In pol je začel raziskovati ta prostor, v katerem pa on lahko postavlja vprašanja. Brez potrebe imeti prav, skupaj s timom. Tako, res zanimiv. In kolikrat ga še vedno potegne nazaj. Zdaj se zmore prej opaziti. Spet sem šel v ta moj način delovanja, nisem se odprl, nisem zmogel sploh vprašati. Se to je, na nek način to dejansko je kondicija, ne? Ja. Da, tako, če na nek način, tako, ko si dala paralelo, ne, tudi s športom, če tako, čisto v športu, ne, ti vidiš pri sebi, a si danes v boljši kondiciji, kot si bila 14 dni nazaj ali pa 5 mesecev nazaj, ne, ali si v slabši kondiciji, ne, in na tem nivoju kondicije za kompleksnost, to, kar lahko človek opazi, je, da mogoče me je pol leta nazaj neka situacija ugrabila za 2 dni ali pa za cel teden.
In sploh nisem vedela, kaj se dogaja dejansko z mano, sem čutiš, da si v neki tenziji in da si neki tensta in premlevaš in si napet. Ne. So tudi na tisti delavnici zanj tako, premlevanje je bila ena od ključnih strategij, ki so rekla, ko pa pridem v ta kompleksen svet, premlevam dneve, noči, ne spim, je neka konstantna napetost v telesu in je tako, ne, ko dobimo zavedanje, da so razni simptomi, ki se nam sprožijo, so ti simptomi lahko signal in lahko prej prepoznaš in lahko prej začneš, kaj pa jaz dejansko res razmišljam, kaj se je zdaj vžgal res v meni, kateri mentalni modeli so se pri meni zdaj dvignili gor, katera identiteta je zdaj ogrožena. In se naučimo, kako s tem pol malo biti, kako to malo lahko zanaliziraš, kako to lahko malo prebavaš, tako da so čisto konkretne stvari, ki jih dejansko ljudje lahko počnemo. Pa to te slišim tudi povezati se bolj s telesom. Ne, v tem smislu pustiti, da začutim, ker vse telo prej ve preden. Ne? Telo prej začuti, preden mi kognitivno dojamemo, kaj se nam dogaja. Ja. In bolj, ko smo nepovezani s svojim telesom, manj pravzaprav zmoremo sploh zaznati. Marsikdo, ki je šel čez kakšno tako težko epizodo burnouta, pride do teh ključnih spoznanj. Prej mi je skozi telo sporočalo, sam jaz nisem zmogel tega slišati, videti. Ja. In je telo tako res en tak močen detektor po eni strani. Sem se moral malo ustaviti, da sploh začutimo to, pa tudi, da se vprašamo, dobro, v kakšni kondiciji sem jaz danes. Tudi čustveni, pa mentalni. Ja, ali pa kaj se mi zdaj pojavlja. Eno tenzijo čutim, v želodcu, tlele v grlu me stiska. Kaj je zdaj tle noter? In kaj recimo tako imaš ti kakšne tako zase neke strategije, ki ti funkcionirajo na fizičnem nivoju? A veš, kaj mi funkcionira? Ena je to, da se dejansko tako vsak dan ustavim, pa sem sama s sabo, jaz grem v gozd, karkoli, in da se takrat tako sam začutim, kje sem, pa kako sem s tem. Pa tudi, da malo misli, ki se mi pojavljajo, da jih probam sam tako malo z eno distanco, malo opazovati. Veš, kakor da bi gledala sebe, kako mislim. Da nisem jaz moje misli, ampak tako. Jaz se en scenarij, en piše ta scenarij v redu, tako, kaj opažam. Doskrat si predstavljam čisto, da grem na en balkon, recimo, pa z balkona gledam to dogajanje. Po drugi strani pa tudi to, da v nekih takih zelo težkih, stresnih situacijah, ki me izzivajo na različne načine, da poskušam prej prepoznati te neke krče, napetosti, karkoli se mi v telesu dogaja, in da sam sem s tem, da dovolim, da to je, ne da bi takoj šla v nek odziv, ker bi moj ta default odziv bil, to je treba pomiriti. In da včasih tudi to, kar se mi dogaja, sploh tako, ko sem v interakciji z drugimi, da to dam ven, da podelim. Tole je. Res, čisti, brez interpretacij. Brez tega, da začnem pisati neko zgodbo. Krog tega. To, no. Eno stvar sem tudi opazila, ko skušam izzivati samo sebe, kot tudi jaz se ujamem. Veš, tole je moja interpretacija tega, kar se dogaja. Da takrat prav zavestno, tako, jaz se pa kar presedem, odvisno zdaj, kaj počnem, kje sem, ampak probam zavestno menjati telesni položaj zato, da zmorem pogledati stvari iz različnih perspektiv. Ali pa si predstavljam, dobro, kaj pa bi Marjana rekla?
Kjero perspektivo bi pa Marjana zdaj noter pripeljala, ali pa ne vem, kdo drug. Imam več oseb, ki so recimo moj notranji board of directors ali pa sogovorniki. In ko vem, da me razvojno izzivajo. Tako. In ko to se mogoče skliš tako ali pa deluje na prvi pogled, malo schizofreno, jaz jih tako sprejemam. Ja, vsi imamo te delčke. A pustim sam enemu, da bo pisal to mojo zgodbo, ali dejansko se moramo vprašati, kaj pa je še tle možno? Kako lahko mož pogleda na to situacijo? Tudi on vidi stvari velikrat popolnoma drugače. In ga tudi včasih vprašam, dobro, tole se dogaja, kako pa ti to vidiš? Ja, itak, da bo čist drugačne. Tako da to. Pa res ta močna sporočilna vrednost nekih emocij, tako da malo zmoren sam s tem biti. Kaj pa zdaj sem tako, to, kar sem te zdaj slišala, je, da eno je, da pač se ustaviš. Ja. Eno je, da pač imaš gost kot nek element, ki tudi pustiš, da se malo stvari prebavijo in da se malo prezemljiš, da malo perspektive menjaš, tako ali čist imaginativno v svoji domišljiji, ali dejansko greš do kakšnega človeka in vprašaš, da dobiš še neko čist drugo perspektivo. Tudi sem te slišala to postavce v čevlje nekoga drugega, kako bi to zdaj mož, ali poslovni partner, ali kdorkoli. In sem razmišljala, ko si to govorila, da dejansko je že ključna točka to, da se zavedaš, da imaš sam zgodbo. Da je precej težko, dokler si prepričan, da ta zgodba je odsev realnosti, da je precej lažje, kaj enkrat razumeš, kaj sem si zdaj napletla in kaj se mi zdaj dogaja, in to, kot si rekla, lahko malo opazuješ, kaj je ego in možgani, kaj so sproducirali. Tako jaz tako iščem zelo take so zelo različne situacije, ko včasih si na sestanku, pa se to zgodi. Danes sem na enem sestanku, se mi je zgodilo v enem trenutku, da moj možgan je predvideval eno situacijo, zgodil se čist nekaj drugega. In takrat ne moreš reči, jaz bi šla zelo mečkano gmajno. Logiš pa na WC, Logiš na WC, jaz sem imela samo 10 minut, tako da bi izkoristila, bilo škoda. Kaj na nek način prešifta neko čist stanje v nas? In recimo, ne na tistem sestanku, ampak recimo meni zelo pomaga, kdaj je tako muzika. Imam par takih komadov, ki so zelo dobro sidro in me čist prešiftajo drugam, torej prestavijo nekam drugam. Pol je dejansko res tudi gibanje. Ko če sem z nečem in je tako, sem prišla v nek prostor, ki si ga ne znam še čisto smisliti, in vidim, da je dodana vrednost pri meni, tako da grem malo v hrib. Da je malo napora. Da je malo, tako vidim razliko, ali hodim po ravnem, ali pa moram malo v hrib, tako da takrat, ko grem zavestno, rajš malo v hrib. Pol pa recimo so tudi kakšne take kdaj, da rečem, danes pa rabim, 10 minut smeha, in pol grem na internet in iščem nekaj, kar me spravi čisto drugo stanje. Ker seveda tako, moj sicer default moj je ta, se usest, malo začeti to premlevati, in tako zdaj malo iščem tudi še kakšne take druge, ker da se dejansko sam prešifta neko stanje. Ker če je nekaj res tako zelo pomembnega, bo itak prišlo nazaj in pa si moram vzeti čas, kot si rekla. In tudi tako malo zavestno gledam, res, kaj je zdaj ta ranljiv del mene, ki se je zdaj zbudil. Ko običajno v takih situacijah se zbudijo taki manj zreli deli nas.
In jih poznam, valjda, že kar nekaj časa. Tako da na nek način mi je tako ok, zdaj se je spet ta del oglasil. In probam biti tako dobra mama za te moje dele. Ne? In se mi zdi, da je zelo neka tudi veščina, da ljudje začnemo prepoznavati, da imamo zelo veliko različnih teh delov znotraj sebe in da je to normalno. Da en del bi hotel pobegati iz neke situacije, en del hoče ostati in narediti nekaj. En del je pač povezan z eno vrednoto, en z drugo vrednoto, in da dejansko to, kar sigurno rabimo v tem kompleksnem okolju, je, da se ustaviš in da pustiš, da te stvari se res malo prebavijo znotraj nas. Tako čist sem praktično razmišljala tudi, ko so se na tole pripravljale, kako je dejansko izgledalo življenje še 30 let nazaj, ne? Ko je moj oče pač vodil proizvodnjo ali vodil prodajo, ali mama počela tudi svoj biznis, da so bile stvari, ki so trajale en teden, da so se zgodile, ki danes trajajo vsega skupaj 3 minute. Ja. In da smo se znašli v tem svetu, ki je tehnološko tako se eksponencialno razvil, da so to ti zunanji dejavniki, zaradi katerih mi danes govorimo o kompleksnosti. Nepredvidljivost, negotovost, vse tako hiter. Ker včasih svet je bil bolj predvidljiv in bolj stabilen. Ja. In zdaj, ki si to rekla, prej sem razvijala malo to metaforo, kapaciteta pljuč. Če pa že so mišice, ki so tle pomembne, so pa po mojem te stabilizacijske mišice. Te je pa pomembno bildati. Ta kor. Ker to je pa tist, ki te prizemlji. To je pa tist, ki se vprašaš, kaj me pomerja. Kaj pa se ne spreminja, kaj je v meni, na kar se vedno lahko zanesem, ker sem si že ne vem kolikokrat dokazala, da imam to. Ko se mi zdi, da to tudi je pomembno tle trenirati in negovati, zdržati. Ali pa v končni fazi, zakaj sem zdaj lahko hvaležna? Tako kot da ti modeli, ki jih imamo, lahko razpadajo in se lahko novi skreirajo, če imaš ta kor. Ali je pač to neka namera, skozi katero živiš, ali je to pač so res neke tvoje vrednote, ki jih zdaj želiš, ali je marsikaj v tem koru, kar te dela stabilnega v tem trenutku. In če je kor stabilen, pa lune veje že lahko malo se drugače prepletajo in zgradiš neko novo. Tako da je ta kompleksnost kot eno povabilo, da malo pogledamo te svoje notranje modele, da mogoče nismo glih tako zelo prepričani, da nas v vsakem trenutku res dobro servisirajo, da pač kdaj res dobro služijo, kdaj pa pač ne. Pa do nekje so nam, zdaj pa nam mogoče ne več. In da je eno tako povabilo krepiti to na različnih nivojih. Prej so malo te fizične, kaj fizično lahko človek naredi. Greš ven, greš plesati, greš v hrib, greš poslušati muziko in tako naprej. Pa je tudi čustveno. Tako smo prej rekli, da si daš čas, da sploh začutiš, kaj se dogaja v telesu, da malo prebavaš to. Kaj ti sporočajo tvoje emocije, kaj tle noter. Če me tle zategne, kaj je to. Pa so pa kakšne take čistko, recimo jaz imam eno tako foro že ne par let, takrat, ko mi je težko, me ful sprovocira. In ta fora je, da ko jaz pridem na svoj rob, dejansko imam najprej tak občutek, življenje se mi dogaja. Sem na koncu te premice in sem tako žrtev in sem Boga. In tako,
tudi si pustim ta del malo tako odživeti, da pove svoje, ne? Pol imam pa ta statement, ne, Marjana, kaj pa če ti pogledaš, ne da se ti življenje dogaja, ampak da se življenje dogaja zate. Kako te izziva zdaj le življenje? V tem Uči smislu. me, ja, tako. Kaj, če bi sam gledala, kaj dobrega v tem, kar se zdaj dogaja? V čem je priložnost? K čemu me kliče? Kaj moramo pustiti, to, ki si rekla prej, ta izdih, ne, prej. Od česa se mogoče lahko poslovim zdaj, ker situacija nekaj drugega rab od mene. Ja. In mi je to tako, mogoče kdaj ta prvi dan, ko se to začnem spraševati, ko so kakšne teže stvari, tako kar malo ni mi fajn, ampak tako zdržim malo s tem, ker ena od stvari, ne, ki se mi zdi, da je v tem kompleksnem res pomembna, da zdržiš v tem prostoru nasprotujočih si neprijetnih čustev in ne pobegneš prehiter, ker pol pride v vid. Ja. Pa ne sam tako kognitiven, ne, tako prav jaz začutim, ja, valjda, pač. Samo vidiš, zdaj si prav, samo moraš malo globje vdihniti, ne, da pa lahko izdihneš. Pa to res tako, zdaj se mi tako močno zasiralo to. Ja, sam predpogoj za to je pa ta kor, da to jačaš, da sploh lahko, da te ne odnese, ne, vsaka taka stvar. Se mi zdi se, ne, tudi to povabilo v razvoj, to je podobno s timi recimo delamo. Kako nas tale situacija zdaj kolektivno izziva in kaj mi kot tim, ne, kako nas to razvojno vabi zdaj, v kaj lahko zrastemo. In s temi vprašanji tako malo biti, je tako lahko res močno, res prebojno za neke kolektive. To je, ne, da VQ, ne, se začne rojevati tam, kjer tudi mi uspemo biti v stiku s tem, kar dejansko je. Ja. In se je potrebno naučiti, ne, biti s tem, kar dejansko je. Ker prihajamo iz tega sveta, ne, da če je problem, ga je treba rešiti. Ja. In kompleksnost ni problem. Kompleksnost je teritorij, ne. Teritorij, ne. Ne moreš reči, kako bom zdaj rešila odnos sama s sabo, ali odnos s tabo, ali odnos z možem. Kako ga bom rešila? Ni poanta v tem, da rešiš. Poanta je, da si v tem odnosu. In ko so seveda prijetne stvari, je fajn, ampak ta VQ, ne, kaj pa mi dve lahko narediva takrat, ko nobena ne ve, kaj je naslednji korak, ko se srečava tudi s tem, ne, kako ti na mene vplivaš, kako jaz na tebe vplivam, a si to uspeva podeliti, imava ta prostor. In ne, jaz mislim, da lažje razvojno rastemo, če imaš te povezave, če se čutiš povezanega v timu, v organizaciji, v družini. In če se počutiš tudi varnega. Ja. Ker ne, tudi ta najin proces mi zdi, da se tako lepo prepleta s tem, kar počneva. Ne, je včasih treba povedati, da se ne počutiš gotovo, da imaš dileme, da imam dileme. In ker tudi v odnosu prideš do tega roba. Ja. In kako potem na tem robu, ne, ko upaš enkrat tja iti, kako skupaj potem poiščeš pot naprej. Se mi zdi velikokrat, ko smo v odnosu, damo nek problem, ki lahko že kar v nek konflikt recimo zraste, tako ga damo vmes, ne, je med nama, tako, ta tenzija je tle noter. In včasih že samo s tem, da ga pozicioniramo tja, pa se mi dve obrneva, pa skupaj v ta problem gledava, se čist nekaj drugega začne procesirati. Ja, pa si mislim, recimo, kako bi to
razumel res nekdo, ki je še v tem razmišljanju, ne, da Aha. vse mora biti oprijemljivo, vse. Ne. O čem zdaj mi dve zdaj tukaj debatirava? Kako filozofirava mi dve Ja, tle? kako zdaj to povezati s tem poslom. Ne? Ja. In to mi je v bistvu še najbolj tako zabaven del, a ne? Da res pokaževa, ali pa da pač pokažeš, kakšna povezava je med nama in kako uspeva deliti to, kar se je dejansko zgodilo, business-wise, a ne? Koliko dejansko to lahko odpre novih možnosti, koliko lahko odpre novih možnih rešitev, možnih perspektiv, možnih tem, tako vidim, da če nimava odnosa, če nimava povezave, pravzaprav sploh ni prostora, Ni da bi prostora. delil neke dileme. In če ne deliš nekih dilem, potem tudi ne prideš do nekih novih uvidov. Ja, in vsako od naju to poriva na ta razvojni rob. Ja. Ja. In je različen za Mhm. tebe, drugačen, kot je zame. In bolj, ko midve zmoreva tle hoditi, ne, bolj tle v najnem prostoru stvari pol skupaj ustvarjava, pa rastejo. To me je tako spomnilo, veš, tudi na ta Ja. del, ki smo prejšnjič tudi govorili, ne, da se rabimo premakniti od tega zgolj klasičnega izobraževanja, bolj k razvoju. Ne. Ker pri izobraževanju je vse predvidljivo. Ne. Pač imaš delavnico, imaš 50 slajdov, prideš tja, pelješ ljudi skozi proces. Ne. Če pa kreiraš razvojno izkušnjo, pa dejansko nikoli ne veš, kaj se bo dejansko zgodilo. Ja. Ne greš tudi v neko tako situacijo, da skreiraš, da ljudje se dotaknejo malo robov, ne, namenoma, Ali tvegaš, ne? in tvegaš. In povabiš In ljudi, tvegaš. da grejo en korak dlje. Veš, to vidim tudi jaz pri sebi, kot coach. Ali pa nek, recimo, ne, ko sem v prostoru, pa imam jaz mogoče tako ne dovolj poguma, da tvegam. Koliko se vklepam neke strukture, koliko sem tle v krču. Pa takrat, ko sem sama v neki boljši kondiciji, tako zelo prizemljena, ne, stabilna, kako takrat upam tvegati več, biti bolj prisotna s tem, kar se v meni dogaja, in res stranko. In se mi zdi tako, to je en močen razvojni proces, ki je tudi tele mene to sodelovanje s tabo zelo izziva in zelo me poriva na ta razvojni rob. Absolutno. Ko smo prej govorili o tem, kako lahko to kondicijo še razvijamo, se mi še ena stvar utrnila, ki je meni zelo močna in mi pomaga veliko stvari v mojem življenju malo drugače pogledati. Je pa ta čist, da ni vsaka zadeva, ki se nam dogaja, res problem, ki ga moramo rešiti, ali pa zadeva, okrog katere se moramo odločiti, ampak da je polarnost, ki soobstaja. In ne, tega imamo ogromno v življenju. Pa Polarnost misliš v smislu, če dam Sta primer, ki si prej rekla, dva- vdih, izdih. Ne? Ja, ja. Ali pa sta dva pola, le tako v organizaciji, koliko smo imeli tega. Zdaj a bomo centralizirali, ali bomo decentralizirali, a ne, ali bom kot vodja delegiral, ali bom jaz prevzemal odgovornost. In kup je tega. Ne. Tudi tako v meni, koliko sem v delovanju, koliko sem v refleksiji. In ne, ko zmoram pogledati, aha, ne, zdaj ali to, ali pa to, Da. ampak naredim tle vmes prostor za to in to. Pa In še kaj, ne? Ja, ja, ja. In. Pol ne. se Ja. čisto ena druga dimenzija odpre. In se spomnim, smo imeli s kakšnimi timi že te procese, ki so rekli, pa dobro, kaj bomo zdaj? A bomo na stroške gledali, ali bomo šli v res ta,
cost saving način, ali bomo zagotavljali kakovost, kakor ne more to soobstajati. Potem, ko so zmorali te tenzije, ki se jim dogajajo, doživeti kot neko polarnost in pogledati, kaj je prednost, če smo bolj v ta pol nagnjeni, kaj je dobrega v tem, če smo bolj v tega, in kaj je slabo, če smo preveč v enega in drugega. In kaj se pojavi, če damo tle noter in. Se mi zdi, to je tudi ena taka, čisto en tak proces, miselni, kognitivni, pa se ga pol tudi na telesnega, pa čustvenega prepeljamo, ampak ki je zelo doma v tej kondiciji za kompleksnost. Ja, to si super povedala. Je Ja. Ne, tako, jaz ljudem likrat rečem, če bi se vdih izdih, ki si ga prej omenila, to je polarnost. V tem smislu, to sta dve kvaliteti, ki sta med seboj povezani energetsko. Ja. In zdaj si ti predstavljaj, da bi se zdaj enega lepega dneva odločila in bi rekla, veš kaj, jaz sem pa zdaj bolj za vdihe. Tako kot se odločimo, da si bolj za centralizacijo. Jaz sem pa bolj za vdihe. Ja, ne bo dolg čas, ne dolg. Ja. Pomeni, nimaš izbire. Ja. Moraš tukaj vmes živeti in s tem živeti in seveda prilagajati. Hodiš po ravnem, hodiš v hrib in tudi to kondicijo krepiti. Ampak to je definitivno ena od kapacitet ljudi, ki dobro delujejo v kompleksnem svetu, je to, da so zmožni in razmišljanja. Ja. To je veščina. To združevanje. To je veščina. Ni nekaj, kar se ne bi mogel naučiti marsikdo. Ja. Je pa seveda naporen. Tako. Ker če si navajen gledati stvari, jaz imam prav, in to je način, ta vrednota je prava, pol je boli, ker se moraš samega sebe spraševati, čakaj, kaj pa je drug pol. Ali pa da si v tem noter, da se moramo hitro odločiti za enega od. Dajmo v akcijo iti, kjer ga bomo zdaj. Zanimivo mi je to, ko gledaš organizacije, tako kot en res tak živ sistem, pa ko vidiš toliko teh različnih funkcij, ko ima vsaka nek svoj pol prinese. Finance prinesejo to stroškovno učinkovitost, kakovost prinese. To res kvaliteto, ki jo tukaj zagotavljamo, za kjerkoli stranke, s katerimi delamo. Razvoj, hoče neke prebojne premike, dajmo inovirati. In kako te vse tenzije služijo temu namenu združevanja, ampak sam, da vidiš nek potencial v njih. To se mi zdi tako zelo močno, zato ker se tokrat zapletamo na čisto eni osebni ravni v neke konflikte, pa v nabavnik mi spet neki teži. Komplicira mi postopke, jaz pa vem, da moramo mi ta produkt čim prej dati na trg. Ja, v bistvu se napetosti, ki so čist naravne, ker izhajajo iz tega, kaj je dejansko vloga, namen vsega od oddelkov, se potem manifestirajo v odnosih med nami. Tako. In takrat je že pol kar težko. Zakaj pride na osebni nivo. Tako. Pa si pa ti, Marjana, tista, ki mi težiš. Ne to, zaradi česar si ti tle, v tej funkciji, nabavni, komu ti služiš. In se mi zdi, ko razmišljamo o tej kondiciji za kompleksnost, to tudi zelo ključno, da zmoremo videti to širšo sliko. Se pravi, da se jaz lahko premaknem od tega razmišljanja sam, ok, tle sem jaz, pa je moj odnos s tabo, da vidim, kdo so zdaj tisti, recimo, deležniki, katerih potrebe jaz zagovarjam in jim služim. Koga imam jaz v mislih, ko pridem z neko zahtevo. In jaz, recimo, ko sem bila toliko časa v HR-u, sem vedno probala gledati, dobro, kako bo zdaj to za naše zaposlene. Ena druga funkcija je pa druge stvari noter prinesla. Seveda. In pa da vidiš še en nivo višji, cel ta sistem, kot en tak živ organizem, kako pa te napetosti služijo enemu višjemu namenu. Zato, da ta sistem sploh lahko funkcionira.
Zdi to sprehajanje, no, tako, a veš, ja, ali pa ja. da bi v eno dvigalo šel in šel mal par nadstropij gor, mal z 10. nadstropja pogledal, pa pol spet mal dol, ne. Ta trening je zelo koristen. Tukaj se pa že zelo na vertikal, ki ga Ker so- naslednjič dale Tle so pa že tle. v eter. In ja, dava kakšen izziv Dajva. najnim Ja. gledalcem. Tako sva razmišljali o enem izzivu, ker bo izziv, ne? Ja. Ne gre samo za to, da človek malo razširi perspektive, čeprav tudi to je taka zelo simpel verzija, pač kadarkoli prideš v situacijo, ko se ti svet zoži, je to vedno povabilo, ne? Ampak, a boš ti povedala? Ja, lahko. Dej. Dajte si predstavljati takrat, ko ste v situaciji, ko vas nekaj res tako izzove, ko vam gre na živce, ko premlevate potem mogoče, ko se iz službe vozite domov v avtu, ali pa kontra, se mogoče vas v domačem okolju nekaj tako izzove in se vozite v službo in premlevate, ali pa po noč ne spite. In se takrat samo ustavite in se vprašajte, kaj v tem res jaz verjamem in kako se lahko motim. Povabilo, Zakaj? samo da so malo s tem vprašanjem. Ja. V kaj verjamem V kaj v tem verjamem? trenutku in kako se lahko motim. Ja. In je malo za počakati, da bo odgovor prišel. Ja. In da samega sebe postaviš malo na roast, ko se Na reče, roast, tako na ja. roast. Ja, kje pa lahko jaz ne vidim sveta pravilno, ali pa kje so še kakšne druge perspektive, Ja. ki bi bilo zelo pomembno videti. Torej, kaj verjamem in kako se lahko motim. In mogoče, ko se prva pojavi, kaj pa še? Pa da Mm. ne bova šli prehiter tja, Mm. za začetek to. Tako da ja, to fajn tema je tale. Je že s tem, ko debatirava o tem, tako se tudi meni še kakšne nove stvari odpirajo. In ja, eno tako res ključno sporočilo, tudi ki smo ga dali na začetku, kompleksnost je kle, kompleksnost bo ostala, s tabo ni nič narobe. Tako, vse nas Lahko se izziva. pa naučiš, Ja. seveda je pa treba hoditi v fitness malo. Ne? Ja. Pa ne bo se zgodil samo po sebi. Ne bo fitness k tebi prišel. Se moramo potruditi. Se mi zdi, da ni več samo to, da nas vabi ta kompleksnost, nas kar že malo poriva.